Od nekdaj so me zanimale zgodbe. Rada sem jih poslušala, ko so mi jih pripovedovali drugim. Rada sem jih gledala na televiziji, zato se mi zdi, da mi je nekako od nekdaj usojena. Vem, da vsi poznate oguljeno frazo, v kateri se zdi oguljena, meni je pa mantra, da slika pove več kot 1000 besed. In morda prav zato me vleče v ta bolj nemirna območja, kjer se mi zdi, da je slika tako močna, da res ne potrebuje kakšne dodatnega pojasnila. In na začetku novinarske poti so mi moji bolj izkušeni novinarski televizijski kolegi dejali: Katja, ko pri spevku, ki je na televiziji, vzameš zvok, mora slika povedati vse, celotno zgodbo. In kot sem že prej omenila, se mi zdi prav zato, da se podaja na takšna območja, kjer je slika tista, ki res pove vse. In tudi se mi zdi, da nekako moj bojevniški duh mi ne da, da si ne bi od blizu pogledala, kako nastaja revolucija, kako nastajajo spremembe, kje je tista iskrica, ki se vžge v nekomu, da se poda na ulico in začne spreminjati svet. No in zato se nikakor nisem mogla odreči priložnosti pred 3 leti, da bi si od blizu pogledala svoje prvo krizno žarišče, Egipt, dogajanje na trgu Tahrir, vojno stanje, vsakodnevni spopadi, napetost. No in to je moj pogled po prvih nekaj urah na Tahrirju in mislim, da pogled pove vse. Te slike do zdaj še ni videl nihče, razen mene in mojega fotografa, ki je bil takrat z menoj. To je ta pogled, ko ne veš, v kaj si se podal, kaj se dogaja tebi in okoli tebe. Namreč do tistega trenutka sem posnetke vojne, posnetke spopadov videla na televiziji, tako kot vsi ostali. Dobivala sem jih prek agencij, ki so prihajale po internetu in si nikakor nisem mogla predstavljati, kako je to v resnici. In moram povedati, da nikoli se ne moreš navaditi zvoka šok granat ali zvoka podivjane množice in pogleda na ranjene. No in to je ta pogled, ko nisva snemalcem, mojim neverjetnim sogaračem, kreativcem, nad človekom, moj jaz pravim, Miro Majcem, moj snemalec, ki lahko z eno kamero snema in z eno roko snema in z drugo roko fotografira. Nisva vedela, kako se bova prebila do hotela, ker namreč že prvi dan sva zamudila policijsko uro in nisva vedela, da bova prišla mimo vseh vojaških checkpointov. No in v Egiptu sem ugotovila, kaj dejansko pomeni vztrajati nekje, kaj dejansko pomeni kakšno delo, kakšno garanje, kakšen trud stoji za vsemi temi posnetki, ki so na koncu v oddaji dolgi morda 2 minuti. To je prispevek, ki je dolg 2 minuti, za njim pa stoji vsakodnevno garanje. In da, tudi jaz imam vsakič, ko se nekam podam, tistih 30 sekund krize. Ko si mislim: Katja, kam si se podala? Katja, a ne bi bila raje doma? Kaj ti je bilo tega treba? Zdaj bi lahko bila v redakciji. V bistvu tisti nekakšen dvom, ali bom kos temu. No in po teh 30 sekundah vedno pridem do tega, da želja po pripovedovanju zgodb in po odkrivanju zgodb ljudi vedno pretehta ta strah. No in v Egiptu sem kmalu ugotovila, kaj pomeni ta vzdržljivost. Z Mirotom sva skušala od blizu posneti barikade. Tam so potekali vsakodnevni spopadi med pripadniki, nasprotniki takratnega režima predsednika Mubaraka. No in midva sva rekla, ja, seveda, da hočeva videti od blizu, kako to gre, ampak se nisva mogla prebiti dovolj, da bi lahko posnela in sva zagledala nad temi barikadami eno zgradbo, kjer so že bili snemalci in novinarji. In sva rekla, greva gor, tam bova videla. Sva se prebila do strehe, začela snemati, posnela izjavco, raport, ko naenkrat meni Miro reče: pazi kamen. In jaz gledam in je bil že mrtvi. Si mislim, v redu, Katja, naslednjič, bodi malo bolj pozorna. Čez 30 sekund spet: pazi kamen. Sem si rekla, v redu, pač ne vidim ga, brez veze, da riskiram svojo glavo in sem se pač malo umaknila. Miro je snemal naprej, ko naenkrat slišim, ne vem, kdo je rekel, nekdo reče go, go, go. In samo pogledam in sem ugotovila, da so snemalci ugotovili, ko so snemali, da se je ena skupina teh Mubarakovih
privržencev, ki nas je prej kamenjala na stavbo, odcepila in da so nas hoteli ujeti v tej zgradbi. In mi seveda smo se takoj odpravili, stekli proti izhodu in ko sem stopila iz te hiše, se spomnim, da sem tako pogledala na levo in so bili 15 metrov od nas, kamenje je letelo, z Mirotom sva samo stekla proti trgu, se varno prebila do njega, si že oddahnila, ko sem se obrnila nazaj in sem zagledala fotografa, ki je bil pred tem nekaj korakov za menoj in je pač ni odnesel tako dobro. Spomnila sem se, takrat sem prvič videla toliko krvi na človekovem obrazu. Fotografa so pokrpali kar na ulični triaži, midva pa sva se spogledala in si mislila, tole bi lahko bila midva. In sva delala naprej. Kajti na teh območjih, na teh terenih je toliko za videti, toliko za doživeti, toliko informacij, ki si jih želim slišati, ki jih želim izvedeti, toliko zgodb ljudi je, da preprosto ni časa, da bi se ustavil. Vedno ure nekako prehitro minejo. No, vsaj to sem mislila, dokler se mi zgodil Kijev. Tam sem bila pa prepričana, da pri -27 stopinjah na pol metra debelem ledu, ki je nastal ob vsakodnevnem izlivanju vode iz policijskih vodnih topov, da tam ure tečejo počasneje, čas teče počasneje, vsaka minuta se ti zdi dolga kot 1 ura. Ko sem gledala svoje prste in jih nisem čutila prstov na nogah, ko dejansko mi je zmrznila brada, da nisem mogla govoriti in sem se tako tresla, da ko sem se javljala v redakcijo, so mi vsi panično spraševali, a bežiš? Sem rekla, ne, samo takne zebe, tako se tresla, da sem zadihana od tega. No in ko sem si sama mislila, ne morem več, ne gre, sem pogledala v obraze protestnikov, ki so tam vztrajali že 3 mesece. In sem si mislila, Katja, ti greš čez 5 dni domov. Oni so tam že mesece in bodo zatem, ko boš ti varno doma, tam tudi ostali. In ko jih gledaš v obraze teh ljudi, se ti včasih zdijo, vsaj meni so se zdeli, prazni pogledi, bili so kot v nekakšnem transu, zdelo se mi je, kot da so pri tistih nizkih temperaturah, kot nekakšni roboti, ki ves čas nekaj predstavljali so gume, ves čas so spreminjali barikade, vsak dan, ko so prišla, so bile drugačne. Ampak v trenutku, ko spregovoriš z njimi, potem se v njih užge tisto surovo prepričanje, ko vedo točno, zakaj so tam. Ko se prižge v njih ta iskrica, da ja, zato sem tukaj in da, povedal ti bom svojo zgodbo, prosim, povejo naprej. In to je to, kar mene vleče na ta območja. Se mi zdi, da nekako si želim izvedeti, kdaj se v človeku, kdaj je tisti trenutek, ko se v nekom prižge ta res iskra, ko si misli, jaz moram nekaj narediti, jaz moram iti iz svojega doma ven na ulico in da se poda včasih tudi v najbolj skrajne situacije in to je nasilje. In ugotovila sem, da se lahko pogovarjam z ljudmi iz zelo različnih držav, ki govorijo različne jezike, ki prihajajo iz različnih verstev, starostnih, socialnih sfer, ampak da njihovo sporočilo je vedno enako, vsi se za nekaj borijo. In včasih, velikokrat ugotoviš, da tudi ta jezikovna bariera nikakor ni problem. Jaz ne govorim rusko, edino, kar sem takrat znala povedati, je bilo spasiba. Zdaj se sicer učim, ampak upam, da ni prepozno, še za kakšno Ukrajino. Ampak vedno ugotovim, da ljudje ti bodo naredili vse, tudi 1000-krat ti bodo povedali svojo zgodbo, samo da bi jih razumel, samo da bi ta njihovo sporočilo prenesel v svetu. In velikokrat potem ugotovim, ko se smejim za nazaj, ko sem se poskušala pogovarjati o neki mešanici slovenščine, srbo-hrvaščine, češčine, ruščine, ki je nisem znala, kajti tam je vsak 10. govoril angleško. Se še zdaj smejim, ko poslušam te posnetke, tudi kolegi iz redakcije se mi smejijo, ampak na koncu sem vedno prišla do ugotovitve, da se ne potrebujem razumeti celotnih govorov. Včasih je potreben samo en stavek, da se ti užge
v spomin, da naredi tisti vtis na tebe. Včasih je potrebnih 5 besed. No in tako sem naletela na skupino radikalcev sredi trga, ki so se pri belem dnevu, skupina mladih fantov, v vojaških oblačilih, v maskah, imeli so takšne lesene palice, ki so jih uporabljali kot nože, ko so se učili kako zabosti nasprotnika in kako ga obvladati. In je Miro rekel, ajde, pojdi, greva jih nekaj vprašati. Sem si mislila, sigurno naj bodo nagnali, ampak naj niso. In sem pristopila do enega fanta, ni jih moral imeti več kot kakšni 20, in sem se spomnila, da sem ga vprašala, kaj njegova družina misli o tem, da je tukaj. Ne bom pozabila njegovih besed, ko je rekel, my mama cry every day. In v očeh, v glasu tega silaka, navzven nasilneža, imel je masko, samo oči so se mu videle, je bilo čutiti to bolečino. In teh 5 besed je bilo vse, kar je bilo potrebnih za mene v tistem trenutku. In spomnim se na gospe Marija, zdravnica, v krznenem plašču, gospa, prišla je na Majdan s svojima 2 otrokoma in mi je povedala, da je pripotovala na stotine kilometrov, iz več 100 kilometrov oddaljenega kraja, da bi svojima otrokoma povedala, pokazala, kako nastaja revolucija, kako nastajajo spremembe. In to so zgodbe, zaradi katerih se meni zdi, da je vredno včasih tudi kaj tvegati. No in iz Kijeva, Srbije, Črnobila, Tahrirja, tudi ameriški letalni sektor, ki je za mene še vedno mojih najbolj kulskih prispevkov, sem ugotovila, da moraš vztrajati, da se nikoli ne smeš dati odgnati, da moraš poskusiti do konca. No in kot še pri čem drugem, se mi vedno smejijo še zdaj v redakciji, ko vidijo to sliko, kako tečem ob Vitaliju Kličku, bivšemu bokserju, in sicer z snemalcem sva ga ujela sredi Majdana, in sem rekla, nič, greva probat, ne, dobiti izjavo. In on, njegov korak je za kakšne 3 moje, in jaz tečem z njim in ga gnjavim. One question, please, just one question, for Slovenia, one question. In me z tistih, res je goro človeka, in me z tistih 2 metrov tako pogleda dol. In si misli, če je bila vztrajna, če sem rekel, ne. In jaz si mislim, dokler me varnostniki ne odstranijo, bom pač vztrajala. One question, please, one question. No, ob vsem tem je Miro tekel vzvratno, s kamero v eni roki in snimal in s fotoaparatom v drugi roki in fotkal, in tako je nastala ta fotografija. In na koncu mislim, da mi je Kličko odgovoril na 3-4 vprašanja. In ta trenutek mi je bil tista samopotrditev, da se splača vztrajati, da je vredno, da ne smeš odnehati. In vsi snemalci in novinarji, s katerimi smo se spoznali v tistih dolgih in mrzlih, večernih in dnevnih urah ob barikadah, ko smo nekako vsi se stiskali skupaj, ker nam je pač bilo bolj toplo ob ognju, so nama čestitali, so rekli, vsa čas, super ste to naredila. In na teh terenih namreč med nami novinarji ne vlada ta tekmovalnost, ne vlada neka, bom zdaj po domači rekla, fovšljivost, ampak vlada profesionalnost. Namreč vsi smo veseli za nekoga drugega, komu nekaj uspe in vsi si med seboj pomagamo in to je velikokrat nekaj, kar pogrešam doma in morda tudi zato me še bolj privlači delo poročanje iz tujine. No in vsakič, ko se vrnem domov, me vsi sprašujejo, kolegi, domači, seveda, prijatelji, a ti ni nič strah? Ko letijo molotovke, ko med spopadi leti kamenje, steklo, ko ljudje fizično obračunavajo drug z drugim, ko pride gospod, starejši pri 70-ih, in se znajde sredi najhujših nemirov in potegne iz jakne pištolo in ustreli v zrak in zbeži, ali pa ko v tebe merijo 12-letniki s kalašnikom, si vedno mislim, ja, me je strah, ampak se mi zdi, da je strah, prava mera strahu in previdnosti vedno pomembna. Pomembna zato, da potem veš, kako delaš in na kakšen način delaš, in vidva s mojim snemalcem imamo vedno samo en dogovor med seboj in to je veto. Temu se reče veto. Ko eden reče, ne grem več,
nihče ne gre več naprej. In spominjam se, da so me tudi na barikadah ves čas hoteli, ko so se zanetili nemiri, spopadi, so me protestniki ves čas hoteli prepričati, naj se omaknem na varno, da se mi ne bo kaj zgodilo. In spomnim se, da sem jih vedno pogledala in rekla, ni variante, jaz ne grem nikamor, ker če ne vidim, ne morem vedeti, ne morem poročati o tem in tudi svojega snemalca ne bom nikoli pustila samega nekje. No in edinkrat, moram pa priznati, ko me je bilo pa res strah, pa ni bilo na kriznem žarišču, ampak je bilo v Černobilu. Ob poročanju ob 25. obletnici jedrske nesreče, z Miratom sva bila tam nekaj dni in po enem dnevu v radioaktivnem mestu, kjer je pač Geigerjev števec ves čas poskakoval in ves čas piskal, nam seveda ni bilo dovolj in so morali iti nazaj in ta zastrupljeni trak dihati še en dan zraven, podkupila sva oskrbnike, da so nam spravili še en dan notri. In takrat sva spoznala starejši par, gospod in gospa Ivanovič, nikoli ne bom pozabila njunega priimka. Zelo simpatični par, živela sta tam že desetletja pred nesrečo, vrnila sta se po nesreči, imata njivo, imata živali, no in gospod Ivan Ivanovič ima tudi brezo. In iz te breze on prideluje svoj brezni sok. In seveda ta prijazen gospod, ki nam je razkazal vse, kar ima, je pač nama ponudil, da poskusiva ta brezni sok. Iz takšnega, kot vidite, železnega kozarčka, zarjavelega, je tako prijazno ponudil Mirotu in jaz se spomnim, da sem samo gledala njega in sem rekla, pa menda ja ne boš spil. No, glavno ni Miro spijec, je obožirek in jaz mislim, ne, Katja, to pa ne. In ta gospod je mene tako lepo prijazno gledal, da nisem imela srca ga zavrniti in mu reči ne in sem potem samo nekako jezik potisnila v tisti sok notri in sem si mislila, upam, da ne bo nič. In še zdaj se mirim, da gospod in gospa Ivanovič po svojih 80-ih sta celo življenje preživela v Černobilu in da sta bila vsaj takrat še živa in da se mirim, da sej verjetno tudi meni ne bo nič, no, vsaj upam, če mi daj zlasti reči, boste vsaj vedeli zakaj. Tako da, upajte si, ne se bat, tudi če samo, razen če pijete černobilsko kapljico, ne odnehajte, kajti zgodbe, življenje je polno zgodb, ki so zato, da jih pripovedujemo na to naprej drugim. Hvala.